Je tako, že pred začetkom naše oddaje ste rekel, da je danes v drugem delu oddaje en gost. Po dolgem času se je k nam oglasil Robert Ficker, lepo pozdravljen. Kako si? Evo, redo. Nekaj časa te že ni bilo, ne? Ja, ni me bilo po moje kakšen... Pred korono sem po moje bil na zadnje, pred korono. Dajmo, mogoče za štartu, kako je na tebe vplivalo to koronsko nenastopanje doma, nič več stika z publiko, ker ti to rad počneš, ne? Rad se družiš festivalov in kar naenkrat si v bistvu zelo grozno, ne? Valjda itak s to korono so tudi začeli, nastopi so šli v franže, ne? Festivali so odpadali. Tudi moji festivali na Hrvaškem in v Sloveniji so začeli odpadati, ne? Recimo, se pravim, lansko leto je bilo porazno, kar se tega tiče. Festivalov sploh ni bilo ali pa so bili online, ne? Pač to ni nič. Se pravim, tudi prijavil sem se na Melodije More in Sonca in Popevka, oboje je odpadalo. Tako da lansko leto je bilo porazno. Nič od nič, ne? Ne, pač edino mogoče smo to vzeli tako, no, da smo malo razmišljali o kakšnih novih komadih, kaj novega pač naredili in čakali na boljše cajte, da pač to predstavimo, kaj pa čez drugega. Si imel tudi kakšen online koncert ali pa kaj tega, Facebook koncert, live, to, ko se eni delali? Pa ja, to smo imeli kaj na Facebooku, no, kakšne take zadeve, pa kakšen komadič ob kitarci malo, pa tako, no, take zadeve, no, tako malo. Malo za dušo. Malo za dušo ob večerih, no, enkrat na teden, da se malo ljudje sprostijo, a veš, ob tej koroni, ne. Da glasilke malo potreniraš. Točno, da malo potreniram, pa da vidijo, da še obstajam, ne. Zdaj, letos tule vidimo eno super uro, mogoče malo dvigneš na kamerco, da se malo prikaže, če se bo kaj videl. Ja, malo se vidi, ne, aha. Malo se vidi, boš pa povedal, malo, kaj je zgodba te ure, keramične. Zgodba te ure je pa sledeča. Konec lanskega leta, no, v bistvu sva z Aleksom Volaskom. Mi smo v bistvu tudi kot prijatelja, živiva čisto, v bistvu včasih sva čisto zraven živela. Kot soseda, ne? Tudi osnovno šolo sva isto hodila skup. In potem sva se, na eni fešti sva se enkrat srečala, tle v BTC-ju, in sem izrazil željo, da bi pa mogoče kaj skup naredila, no. On je bil za, pač jaz sem bolj v tem mediteranskem melosu, ne pa to. Ja. In je rekel, pa dajva nekaj narediti, nekaj posebenega, pa sem rekel, no, tebi jaz prepuščam, da ti pač kar gol dol. In rekel, bom naredil en plesni komad, top. Valjda, drugače bil ta komad, je bil pripravljen za Melodije More in Sonca, ampak ker je pač zadeva odpadla, jaz seveda komada še nisem dal ven, ne. No in potem moja žilca, jaz tudi pišem tekste, predvsem hrvaške, za veliko glasbenikov, predvsem na Hrvaškem, tudi za klape. Sem naredil tekst za komad Mesečina, ne. V originalu naj bila Mesečina, ampak jaz sem pač naredil Mesečina. In sem se letos predstavil z njo, premierno na hrvaškem festivalu Marko Polo na Korčuli. In osvojil nagrado za najboljšega internacionalnega izvajalca. Tako da res top nagrada, zato ker je v bistvu to je mednarodni festival, nastopajo Slovenci, pač valjda Hrvati domačini, znani glasbeniki, tudi Avstrijci, Italijani. Tako da res... To si bil prvič na tem, ne? Ne, drugič sem bil. Prvič, ko sem bil na tem, sem pa osvojil pa nagrado za najbolj klikan komad pa gledan na YouTube. To je bil komad Čečeri sol. No in evo, kaj ne rečem, Volasko kraljuje, ne, po slovenskih festivalih, Popevka, to. No evo, jaz sem pa v bistvu še ga malo predstavil hrvaški publiki. Evo, in zdaj se o njemu govori že na Hrvaškem. Da si mu še malo reklame naredil, pobral si nagrado. Pobral sem nagrado, evo. Daj mi povej, recimo, ko takle govoriš, je kak festival, da nisi nič pobral? Ker vsakič nekaj prineseš z teh festivalov. Ja, recimo, edini festival, recimo jaz sem pobral v roku 3 let 7-8 nagrad. Edini festival, kjer nisem dobil nagrade, je MEF, to je Međimurski festival na Hrvaškem, tako zelo znan festival, na rangu splitskega. V bistvu sem se samo enkrat predstavil, prvič, ne, valjda prvič, pač Slovenc prije na Hrvaški festival, ne, pač malo težko je, da bi kaj usvojil, pač realno gledano. Ampak je bilo res top, je bilo vse.
No in naslednje leto valjda sem se spet prijavil na ta festival in zaradi korone lansko leto je festival odpadel. In nažalost je zaenkrat ta festival še edini, kjer jaz nagrade nisem dobil. Je pa naslednji let jubilejni festival, ki ga bojo polet naredili. Ne bojo ga naredili na jesen, zato ker poletje je edini tak cajt, ki korona malo miruje. Tako da so se oni taktično znajdeli in bo poleta festival. Tako da naslednji let polet pa evo, grem pa na tega jubilejnega, pa da razturimo. Pa da pobereš neko nagrado, ne? Če pa ni nagrade, pa važno, da se predstavim, da se imamo fajn, da... Ni tekmovalnega naboja, ne? V bistvu, če ti razmišljaš, da boš kaj osvojil, potem nikoli ni nič. Vedno moraš, da se prepustiš toku in to je to. Ja, itak. Zdaj, preden gremo na tvoj aktualni komad, ki ga nas predstavlja, tudi tebe čaka glasbeni kviz. Ja, ostal ti je še Jan Plestenjak, ki ga Prvani ni zbrala, tako da Plestenjak je tvoj. Želim 3 odgovore, točne, in potem smo zaključila, ne? Ok, prvo vprašanje za tebe, čisto splošno, koliko je star Jan Plestenjak? Jaz bi rekel, da je Plestenjak star čez 50. Jaz mislim, da je on čez 50. Že star, jaz bi rekel, da je star, zdaj bom rekel, da bi mu dal 51-52 let bi mu dal jaz. Zdaj upam, da Jan ne gleda, ker si ga postaral. A sem ga postaral? Ja. Ok. 44, 46 ali 48? 48. 48, zadnji odgovor. Zadnji. Imaš eno točko? Bravo. 48 je pravilno, 51 je pa že ni še toliko, tako da se mu lahko upravičiš. Se ti upravičujem, pač malo je posivel zadnje čase, pa me je malo zanesel. Frizura naredi svoje, ne? Ok, zdaj pa zelo zanimivo vprašanje. On je v bistvu naredil že več albumov, mislim, da čez 10, ne? Ok. Ampak prvi album, Gremo v kino, je pa bilo leta 1900... Jaz vem, da takrat 94. leta je on takrat malo repu, ne, pa te zadeve. To so bila prva njegova repanja, ki je bilo repanje, pa to bom jaz rekel, če je on star zdajle 48 let, ne, pa rečemo, da je pri 20-ih, to je 28 let nazaj, pa smo to pol neki bom rekel 96. 96? Ja. Žal ne. Ok. 92, 93 ali 94? 94. Tako. No, evo. Imel si že odgovor, potem si ga pa sam začel popravljati. Ja, zato, ker vem, da leta 94 je pač ti si začetki repanja. Ja, da je tudi kar naredil. In sem si jaz mislil, da valjda, kaj ti si naredil, je leta ali pa 2. Ja, šel si prav v smer, ker ti smo njih najbolj ratali, tisti komad se veliko vrti, ne. Se sploh ne bi vedel, da on poje to, ne. Ne bi vedel, da je to on. Hvala Bogu, da ni repanje ostal, ne. Ok, in zdaj pa... 11 stvari so 2, ne? 11 stvari so 2, ali 3, vse ne vem. No in zdaj je pa, on je šel tudi v bistvu na EMO. Ok. In iz pesmi Moje dežela osvojil 3. mesto. Kdaj? Zdaj si me pa dubu, ker on je šel na EMO. Ampak to bolj... Sem rekla, prvi album 94. Vemo, da so po zadnjih letih ni več prijavilo na EMO, to mu ni bilo več zanimivo, ne? In ti festivali, ne? Tako da... Rečemo 98. Tako od oka. Rečemo 98. Od oka. Žal ne. Ok. 99, 2001 ali 2003. Jem rekel kar 99. Čestitam. 99 pravilno odgovor. Pri vseh odgovorih zelo blizu, ampak tako daleč, ne? Ampak 2 točke imaš, ne? Sicer nisi na prvem mestu, na prvem mestu je Chris iz Joker Out 7 točk. Ja, on je bil kar... To je vse v šusu? 2. Bravo. Ti pa skoraj tudi vse, ne? No, evo, ampak, to je najbolj važno. Ampak, dobro, to je bilo malo za hec. Danes pa seveda tudi tvoj komad, ne? Hvala ti more. Oktobra si ga ven izdal, to je ravno pred kratkim bila kako, ne? Tako, oktobra si komad, snimal si ga na otoku Cres, zelo tako lepa narava, ne? Ja, v bistvu sem rekel, da bom naredil ta komad malo drugač, malo ob klavirju. V bistvu tako malo na, ko bi rekel, malo na
na legendo Olivera Dragojevića stilno. Sem se malo vrgel, tak malo pop, mediteran pa to. In ja, valjda, zbral sem v bistvu otok Cres, na kjer ga vsak let hodim na morje, res je lep, ful ima tako. Jaz sem bil tudi enkrat na morju. Tako ful je raznolik, no. Pač res je, Si se zaljubil, no? Pač ja, v bistvu dejansko bliz je, pa mislim, da sem na koncu sveta, ne, ker sem prepotoval Hrvaško od Korčule dol pa to, pa pač meni osebno je. In potem sem rekel, dajmo narediti to zadevco. Tudi prvič letos z mano sodelovala Robert pa Maša Kemperl, ona dva sta v bistvu snemata videospote, Kemperl produkcija, in moram jo pohvaliti, da sta odlično opravila svoje delo, nastal je vrhunski videospot. Pač komad mi je pa prvotno naredil hrvaški producent Josip Pokupec iz Zagreba, s katerim sodelujem že približno 5 let. Tekst pa, valjda, sem ga pa sam razlil na papir. Ja, večina teh tvojih spotov je s tema na obmorju, takšna lokacija, da paša vse skupaj noter, ne? Ti ne znam predstavljati, da bi na Starem gradu snemal ali pa, ne vem, v mestnem jedru. V bistvu edino enkrat se je zgodil, da sem hrvaški komad posnel na Veliki planini. Drugač, kadri so bili vrhunski vse, ne? Je pa valjda se veliko folka javljalo, kva pa ti na Veliki planini? S tako musko, ne? Pa sem pa jaz rekel enostavno, to komado sem naredil ob morju, pa dajmo narediti malo drugače. Pa naj bo to malo tako odštekan, zakaj pa ne, no? Tudi naše gore, planine, to je. Pa dajmo malo narediti, da ni skozi morje, naj bo še malo kaj drugače. Ja, spot imam tudi kar dosti ogledal, verjetno si zadovoljen, ne? Ja, zadovoljen sem. Zdaj med prazniki sem videl, da je folk upošteval ukrepe, pa je bil doma, pa so ogledi kar se dvigovali. Tako si pa eni strani za ukrepe. Po eni strani mislim. Ne, jaz kaj ne rečem, pa za nas glasbenike je katastrofalno leto, res. Leto se tudi nič kaj boljše ne obeta. Nič bolj se ne obeta, tudi nastopi, se pravim, tik pred zdajci so mi odpovedali par nastopov, koncertov. Nekaj je posebno bilo, ne? Nekaj si posebno spelal, ne? Poleti je bilo nekaj, ja, zdaj pa pač nažalost november, december je dejansko res katastrofalno. Zdaj pa spet nazaj v... Ampak je bom tako rekel, se pravim, pisal bom nove skladbe, nove tekste. Časa bo dosti, ne? Časa bo dosti, zdaj do februarja smo po moje zacementirani, ne? Tako da lepo počas, malo bom razmišljal, kaj bom naslednje leto, pa kaj se bom podal. In novim zmagam naproti, tudi COVID nas ne ustavil. Tako je, ja. Kdaj bo naslednji spot, lahko že kaj napovemo? Zdaj je zadeva taka, drugače sva se z Aleksom Volaskom, sva se dogovarjala, da bi naslednjo leto pripravila nekaj novega. Zdaj bomo videli, kako bo s temi ukrepi in z vsem tem, no. Ampak jaz upam, da bova midva vse nekaj dobrega pogruntala, ne. In da spet udarva, no. Čas za nov hit, ne? Ja, dejansko. Zdaj pa tako, ali bo slovenski, ali bo hrvaški, ali bo hiter, ali bo počasen. Lahko bil kak slovenski po dolgem času, ne? Lahko bi bil, drugač tudi Mesečina, ne, ki sem zmagal, bo tudi slovenska verzija. Aha, bo tudi prišla. Tako da tudi bo objavljeno. Ja, to ni to vse. Tako da, jaz vedno, se pravim, sem tudi Aleksu rekel, slovenski komad obvezno, itak smo v Sloveniji, hrvaški bo pa pol za dušo, no, kaj ne rečem, zatiskate, a veš, ki te vleče gor, no, pač. Ja, super, upam, da ti uspe, čim prej. Hvala ti. Jaz bi se ti zahvalil, da si bil del naše družbe. Hvala tebi. Za konec pa še veda tebi tudi predajam besedo, za kratko besedo za naše gledalce in gledalke, potem se gremo pa ta spot tudi pogledati. Kaj ne vam rečem, hvala vam za vso podporo, da uživate v moji glasbi, obljubljam, da bo naslednje leto spet po svojih najboljših močeh, da bom ustvaril spet kaj novega. Zdaj pa prisluhnite moji novi skladbi Hvala ti more in upam, da vam bo všeč. Se vidimo, čau!